Spoštovane obiskovalke in cenjeni obiskovalci, prisrčno dobrodošli v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe, kjer bomo danes spregovorili o izjemno zanimivih in za današnje čase še kako pomembnih knjigah, to so otroške slikanice. Prepričana sem, da ima vsak izmed nas v spominu kakšno še posebej ljubo slikanico iz svojih otroških let in da ga v spominu na tisto prvo, sedaj že okuljeno in morda celo porumenelo od časa, še vedno preplavlja nostalgija. Ali redko kdo bi si znal razložiti, kakšno dediščino so mu pustile slikanice, prebrane v varnem zavetju domačega naslonjača ali v objemu otroške posteljice. Danes se bomo o vsem tem pogovarjali, pa seveda o samem ustvarjalnem procesu, ki pride zraven ob nastanku otroške slikanice, pogovarjali in spraševali v najboljši družbi. Z mano so tokrat gospa Majda Srna, pisateljica, avtorica slikanic Baga Ragi in Agica Bagica, gospa Andreja Srna, akademska slikarka, ilustratorka, ki je v sodelovanju s svojo materjo izdala obe slikanici, torej Baga Ragija in njegove dogodivščine ter Agico Bagico, in pa gospa Veronika Rot, prevajalka iz španskega in katalonskega jezika, ki je prevedla slikanico Kaj pa če me pogoltne kit. Zaslužna pa je še za mnoge druge prevode slikanic in romanov, s katerimi prinašam Slovenijo topel duh Iberskega polotoka. Vse tri prisrčno dobrodošle. Ne morem si kaj, da vas ne bi najprej vprašala, kakšni so vaši spomini na prve slikanice, na tiste, od katerih ste odraščale. Je med njimi kakšna taka, na katero imate še posebej lep spomin? Gospa Majda. Moji prvi vtisi o slikanicah in o pravljicah segajo pravzaprav zelo daleč nazaj, bom rekla, kar 57 let nazaj. Takrat je družina moje stare mame imela nastanjeno eno starejšo gospo, ki je bila brez družine. In te gospe se pravzaprav ne spomnim, nekako je izgledala, nekako je govorila, spomnim pa se, da ji je bilo ime Micka. In jaz sem vsak dan, takoj ko sem se zbudila, še v spalni srajci, takoj stekla v njeno sobo in pod njeno puhasto pernico. Te pernice se še danes prav dobro spomnim. In potem sem jo vedno prosila, povej mi kakšno pravljico. In včasih sem dobila kakšne izmišljene pravljice, včasih pa se ji ni dalo pravzaprav pripovedovati in je začela s tole temo, ki sem jo potem jaz tudi v knjigi opisala. Katero bi pa rajši? Ali bi rajši pravljico o Jari kači ali bi rajši tisto o steklem polžu? In potem sem rekla, ja, jaz bi o Jari kači. Ampak ona je rekla, ampak zakaj? O steklem polžu je pa ja veliko lepša. In ko sem se odločila za to o steklem polžu, je pa rekla, ne, veš, tisto o Jari kači pa veliko daljša. In tako naprej, in tako naprej. In to je bil potem zame že en znak, da pravljice tisti dan ne bo. In zanimivo se mi zdi, da že Fran Miličinski je pisal pravzaprav o tej dilemi Jara kača ali stekel polž. Tako da sem prav zaradi tega tudi, in bom kasneje tudi prebrala, uvedla to zadevo v svojo knjižico. Spomnim pa se seveda tudi recimo pravljico o Rdeči kapici, Volk in 7 kozličkov, pa kasneje Kekac. Danes sem pa prinesla prav ene posebne knjižice, last moje mame, stare mame, ki sem jih pa zelo rada prebirala. Te knjižice so izšle pred 100 leti in mislim, da imajo že danes kar precejšno vrednost. Tu je recimo pravljica Moj mali hlaček, Vladka in Mitka in pa Začarani vrt, slovenske narodne pravljice in pripovedke. Vedno sem rada prebirala, tudi kasneje še narodne pravljice in pripovedke.
Te knjige, te najstarejše knjige, še vedno hranimo doma in izgledajo približno takole. No, mogoče bi zdaj dala besedo še komu drugemu. Mogoče lahko kar vi, Andreja, kot hči poveste, kako je pa potem se ta ljubezen, mamina ljubezen do branja slikanic prenašala na vas, ko ste bila mala. Ja, seveda so moji prvi spomini na slikanice povezani z mamo, ker mi je veliko brala. Mislim, da tak moj prvi malo meglen spomin je na knjigo Moj prijatelj Piki Jakob, to se spomnim še vedno. Sicer ne spomnim se nič, kdaj mi je brala, kako, mislim, samo spomnim se, da je bila zraven in je bila ta knjiga. Potem, ko sem pa sama brala, se mi je pa najbolj vtisnila v spomin knjiga Zelišča male čarovnice. Napisala Polonca Kovač, pa, če se prav spomnim, je pa knjiga, ki v bistvu pove tudi, kako si pomagati, če te boli trebušček, so potem različni recepti o domačih zeliščih. Po mojem, da je to knjiga, zaradi katere so bile potem meni všeč tudi čarovnice, to je bila potem zmeraj zame ena želja, da pomagaš drugim. V bistvu tam ta čarovnica je pomagala bitjem v gozdu, če so imeli kakšne probleme, in potem sem si jaz tudi vedno želela pomagati. V bistvu, to so moji prvi spomini. Potem sem pa zelo hitro začela brati knjige brez ilustracij, potem niso bile več slikanice, ampak sem prebrala najprej celo knjižnico v osnovni šoli, sem potem mogla hoditi v mestno knjižnico, ker je zmanjkalo vsega. Tako se je razvila moja ljubezen do knjig. Dam še naprej? Ja, prosim. Še vaši spomini. Ja, moji spomini, ne vem, spomnim se, ne vem, mogoče slikanice Muca Copaterica in Ane Gošnik, Gošnik Godec, ilustratorke, tam je bila zelo všeč in zelo rada sem prebirala od Svetlane Makarovič, Ko so virje na leteči žlici. Pa spomnim se tistih slikanic, ki jih je prevajal Janko Moder, ko so bili v bistvu take kartonaste in so bili ponavadi malo take rimaste besedilca, kratka o živalih ponavadi ali pa o kakšnih nasvetih, take slikanice. Drugače se je pa pri nas precej veliko bralo zaradi tega, ker je moja mama slavistka, tako da so bile zmeraj knjige naokoli in tudi spomnim se, da sem hodila na bralne urice oziroma na branje pravljic v našo knjižnico, v knjižnico Cirila Kosmača v Tolminu, in to je bilo tudi zelo lepo in doživeto. Hvala lepa. Gospa Majda, vi ste sicer po izobrazbi profesorica fizike in matematike in ste lep del svojega življenja ste poučevali. Kako pa je to vplivalo na odločitev, da začnete pisati zgodbe za otroke? Oziroma, je to kako povezano s poučevanjem ali ima celo kakšno povezavo z naravoslovjem, kateremu ste se poklicno zavezali? Ja, jaz sem pravzaprav učila kar 40 let. In moram reči, da so bila to lepa leta. In da je bila moja služba večinoma lepa. Ker se mi zdi, da knjig iz naravoslovja in te tematike v Sloveniji manjka. Se mi zdi, da ta moja knjiga nekako otroke na nevsiljiv način pritegne v to lepoto pravzaprav tehnike, tehnologije, naravoslovja. In to je eno izmed mojih poslanstev. Tako da eno z drugim si mislim, ne?
ljubezen do poučevanja in potem povezavi s tem tudi naravoslovjem. Gospa Andreja, vas pa pot ni vodila tako zelo naravoslovne vode, bolj v umetniške. Po poklicu ste namreč, kot sem že povedala, akademska slikarka. Zaključili ste študij na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost in imate za seboj že lepo število razstav. Pa me zanima, ker se gibate v svetu umetnosti, kje imajo ilustracije za otroke mesto v tem svetu umetnosti in kaj je vas pritegnilo k otroški ilustraciji? V bistvu ilustracije so majčkeno zapostavljene v umetniškem svetu. Jaz sem imela malo problem, ko sem študirala, ker mi je bila ilustracija vedno zelo blizu. In sem tudi potem ustvarjala kakšne take stvari. Sem večkrat slišala, da so moje slike preveč ilustrativne. In to je bil vedno problem, ampak jaz sem zelo trmasta, tako da se nisem preveč poslušala. To je pač kakšen izmed profesorjev, ima tako mnenje. Imela sem tako srečo, potem, da na koncu študija je prišel profesor Erič, Milan Erič, in on mi je podal potem veliko tudi znanja, bolj v smeri ilustracije. Samo sekunda. Ja, tudi potem, ko sem delala magistrski študij, moja magistrska naloga je bila v bistvu ilustracija nekega sveta, ki sem si ga jaz predstavljala. Kot sem rekla, sem veliko brala, ko sem bila majhna, in sem si vedno predstavljala, kako izgledajo ti kraji. Hkrati sem si pa potem ustvarjala tudi nek svoj svet, v katerega sem pobegnila. In za magistrsko nalogo sem ilustrirala ta svet. Sem ga ilustrirala s slikami, kipci, naredila sem tudi krajšo animacijo. Potem v zadnjem prostoru sem pa celo oblikovala ta svet, da je obiskovalec lahko v bistvu vstopil v ta moj ilustriran svet. Recimo to ne bi bilo mogoče, po mojem, preden sem dobila profesora Eriča, ki je bil tudi moj mentor. Tako da jaz sem malo razočarana nad tem, kako malo ilustracija v bistvu pomeni v nekem, kako bi rekla, višjem umetniškem krogu. Ampak se pa to zdaj zadnja leta spreminja. Se mi zdi, da je tudi malo bolj postaja pomembna ilustracija. Tudi mogoče preko tega, ko se toliko govori o pomenu slikanic, o pomenu branja, da potem tudi preko tega dobiva neko pomembnost. Si mislim in upamo, da se bo tudi na fakulteti to spremenilo, ta odnos. Gospa Veronika, vi pa že več kot 20 let se ukvarjate s prevajanjem, ne le slikanic, temveč tudi zelo zahtevnih besedil, kot so romani Roberta Bolanja, Carlosa Ruiza Zafona, Kristine Morales in drugih odmevnih imen španske in hispano-ameriške književnosti. Vsako besedilo ima svoje izzive, v katere se prevajalci spotaknemo. Kateri pa so te izzivi po vaših izkušnjah pri prevajanju slikanic? Vzamem kar ta del. Lažje, samo tukaj le. Tako, zdaj delam. Tako je. Ja, moram reči, da sem morala najprej kot prevajalka dozoreti, da sem se lahko lotila otroških in mladinskih besedil. V bistvu sem najprej res prevajala največ samo za odrasle in se, mislim, da šele zadnjih 10 let, v bistvu od polovice moje kariere, ukvarjam tudi z mladinsko in otroško literaturo, ki ima seveda čisto svoje specifike, tako pri besedišču in pri otroških slikanicah je pa to, da sta jezik in risba, ilustracija morata biti povezani. In nikoli ne vem čisto točno, ali
zgodbo najbolj pripoveduje risba ali beseda. V glavnem zdi se mi, da končni rezultat mora biti ravnovesje in k temu pač težiš tudi kot prevajalec. Seveda je odvisno od samega izvirnika, v kolikšni meri ti to dopušča, ampak pri, na primer, slikanicah Rosijo Bonilja je ta prepletenost med zgodbo, med samim izraznim sredstvom, med jezikom in ilustracijo zelo, zelo pač povezana, je nekako zgoščena in jezik in risba pripovedujeta skupaj. Zato moraš biti pozoren tudi na samo postavitev oziroma že na dolžino stavkov, zato da gre nekako se ukomponira v risbo in tudi, da izbiraš tako besedišče, ki je poudarjeno tudi v risbi. Pri prevajanju je včasih to lahko tudi težavno, zaradi tega, ker sploh, če gre za kakšne živalske metafore, prispodobe, morda v izvirnem jeziku je žival druga, kot je v pregovoru ali v metafori v slovenščini. Tako da je tukaj tudi treba iskati neka ravnovesja. Veliko je nekih podrobnosti, na katere moraš biti pozoren pri prevajanju. Ampak moje pač glavno vodilo je to, da mora jezik poslušati tudi risbo. Torej, ilustracija je hkrati v pomoč pri prevajanju, hkrati pa predstavlja določeno težavnost oziroma izziv. Lahko pa predstavlja tudi težavnost. Ja, izziv, ne vem, če govori o kakšni živali, ki jo pri nas ne poznamo, besedišče mora biti pa vseeno toliko preprosto, da je tudi mlademu bralcu jasno. Ne vem, zdaj se ne bom v tem trenutku spomnila, ampak predvsem gre pri kakšnih polhih ali pa vevericah ali pa kakšnih takih stvari, ko lahko niso toliko v naših pregovorih, naprimer, ali pa niso v drugih pregovorih tako prisotne, kot so v nekem drugem jeziku. Naprimer, pri nas je spi kot polh, v katalonščini lahko pa uporablja neko drugo žival, ki je potem tudi drugače narisana. To so take. Ja, to je kar izziv. Ja. Ampak vam odlično uspeva. Hvala. Gospa Majda, zdaj pa bi se ustavili kar pri vaši slikanici. Torej pri Agici Bagici, ki jo danes predstavljamo, pa bi vas prosila, če preberete kak odsek iz nje, da bodo obiskovalci dobili, če še niso brali, občutek oziroma si bodo predstavljali, za kaj gre in kakšna je. Lahko vam jaz držim, če želite. Hvala lepa. Prebrala bom zgodbico za naslovom Ali si ti tudi junak, Ati? Govori o tem, kako smo v družini brali pravljice in ne bom zdaj cele zgodbice prebrala, ampak morda samo en odlomek. Oče sprva ni vedel, kaj bi odgovoril. Mama pa je prikimala in rekla: seveda, on je junak, naš junak. Junaki gremo zgodaj spat, da zjutraj lažje vstanemo, je na to smeje zaključil oče. Mama pa je kot ponavadi dodala: lahko noč, pa eno bolho za pomoč, če te pa piči, me pa pokliči. Agica se ni mogla takoj umiriti, zato sem ji zašepetal, da ji bom še jaz povedal pravljico. Vprašal sem jo, katero zgodbico bi raje slišala, pravljico o Jari kači ali steklem polžu. Seveda bi ona rada slišala obe, vendar sem ji rekel, da ne bova imela dovolj časa. Dejal sem: pravljica o Jari kači je zelo lepa,
Zgodbica o steklem polžu pa je daljša. Potem pa tisto o polžu, je hitro rekla. Ampak pravljica o jari kači je veliko lepša, sem jo podražil. Medtem, ko je razmišljala, katero zgodbico bi rada slišala, je končno le zaspala. Hvala lepa. Ja, ta odlomek pokaže oziroma predstavi odnos med drugim med bagrom Agijem in njegovo sestrico, ker je res tako prikupna sta skupaj. Mogoče samo dvignete, da še pokažete ilustracijo. Tako, da tukaj je spodaj. Ilustracija pravzaprav tudi na naslovnici. Točno, lahko pokažemo, ker naslovnico. Zgodbico si izbrala. Ja, ker res eno bolj ljubkih. Jaz vam prej že zaupala, da imam doma malega navdušenca nad vašimi knjigami in najbrž je takih otrok še kar nekaj. Pa bi tako mene kot te vse otroke najbrž zanimalo, kako točno se je porodila ta ideja o Zidanem dolu, kjer živi družina gradbenih strojev. Kako pravzaprav se je v vaši glavi zarisal ta prikupni bager svojo sestrico, ki potem doživlja vse te dogodivščine? To je pa nekoliko daljša zgodba. Veste, da imajo otroci v 5. razredu osnovne šole nalogo, da napišejo svojo lastno prvo knjigo, jo ilustrirajo in vežejo tako, da izgleda kot prava knjižica. No in moj sin dolgo časa ni vedel, kaj bi napisal, potem pa se je pravzaprav on domislil tega prvega lika o bagru Agiju in je naredil prvo slikanico. Večkrat sem pomislila, da je pravzaprav bila to zelo dobra ideja, in pa vendar je potem ta ideja o tem bagru kar 18 let potem čakala na svojo novo priložnost, da ponovno živi v novih zgodbah, kjer smo jo pa potem upodobili z Andrejo. Jaz sem tudi svojemu sinu, ki je zdaj že pač odrasel, rekla, če bi želel biti soavtor te knjižice, ampak je rekel, da ne, da on je zelo vesel, da je nastala ta knjižica, ampak da se pač ne počuti tako kot soavtor, tako da smo na koncu potem pristali na naslovnici midve z Andrejo, ne? Je pa prav, da je zdaj javno omenjen, ne? Ja, jaz mislim, da je prav in to vedno povem, da se je pač ta ideja rodila v glavi otroka. Ja, in da je pač čakala 18 let, da ponovno zaživi v teh obeh dveh slikanicah. Seveda pa ne samo on, z njim tudi njegova sestrica, prijatelji in pravzaprav vsa družina. Torej gre za neke vrste družinski projekt. Ja, zdaj tako lepo gledal luč sveta. Gospa Andreja, vi ste torej del tega projekta. S kakšnimi izzivi ste se pa vi srečevali? Potem, ko ste oddahnili življenje temu bagru, vam je brat povedal, a si ga je tako zamišljal, nekaj svetoval, ste čist sami nekako prišli do tega. No, pa tako, zanimajo me čisto izzivi pri slikanju enega takega velikega projekta pravzaprav. Ja, v bistvu, kdo je bager Agi, tukaj sploh ni dvoma, ne? To v bistvu je moj brat. Ta bagica, Agica, bagica, to sem jaz. Iz te stvari tukaj ni nobenega dvoma, kakšni so ti karakteri. Jaz sem imela bolj problem, ker so opisani bolj kot ljudje, ne kot neki delovni stroji, in to je kar izziv zdaj narediti te bagrčke, kot da se premikajo bolj človeško ali delajo stvari, ki so nam blizu, v bistvu so pa nemogoče, kot nekem delovnem stroju. Drugi izziv je bil pa, ker vedno, ko so upodobljeni delovni stroji v kakšnih ilustracijah, risankah, takih stvarih, so taki plastični, bleščeči, kičasti vsi, in to meni ni všeč. To sem se recimo tudi v prvi slikanici sem se odločila, da bom delala z akvareli, ker mogoče vseeno je
težko narediti ene stvari zelo kičaste z akvarelom, vsaj težje. No. Potem za drugo slikanico sem se pa odločila, da bom ustvarjala kar z oljem, ker to je meni bližje, ker večino stvari delam v olju. In sem mogoče tako malo lažji jih upodobila, zato so tudi barve bolj žive in tudi to malo bolj potem otroke pritegne. Ampak še vedno sem poskušala te karakterje narediti ne tako bleščeče, kako bi temu rekla. Ja. Preprosto veselih barv, ne? Tako da takoj pritegnejo otroka. Ja, hvala lepa. No, naj povem, da je ta slikanica res tako živa, iskriva, polna življenja, da jo priporočam prav vsakemu staršu, starim staršem, vzgojiteljem. Mislim, da prinaša tudi iztočnice za kakšen lep pogovor, kar je definitivno dodatna vrednost dobre slikanice. Gospa Veronika, slikanica Kaj pa, če me pogoltne kit je ena od mnogih slikanic katalonske ilustratorke Rocío Bonilla, ki ste jo za našo založbo prevedli v slovenščino. Zdaj jih je res kar že lepo število, mislim, 10 ali celo več. Torej, Rocío Bonilla je pri njej sodelovala s pisateljico Susano Isern. Nekatere slikanice v preteklosti pa je napisala tudi sama v svojih ilustracijah. Je vsestranska umetnica z znamenljivim umetniškim slogom in se mi zdi, da je v svetu slikanic izjemno priljubljena. Pa me zanima, zdaj ste že velika poznavalka njenih slikanic, njenega stila, njenega ustvarjanja. Zanima me, čemu vi pripisujete ta uspeh ali pa z drugimi besedami, zaradi česa so njene slikanice pravzaprav tako priljubljene? Po moje so priljubljene zaradi tega, ker so obenem zelo hudomušne, pa tudi nekako nežne. Ker uporablja tak slog, ki morda ni tako opazen, ampak vseeno mogoče ravno zaradi te nežnosti in subtilnosti po svoje izstopa. Kot je že Andreja rekla, veliko je nekih takih kričavih, zelo plastičnih stvari, ki z bleščicami pa to kličejo pozornost, ampak mogoče ilustracije, ki so malo drugačne, kot vaše, ki so sicer zelo barvite, ampak so vseeno drugače, izstopajo iz tistega plastičnega kiča, tako kot te pa mogoče z bolj mehkimi barvami prav tako prikličejo pozornost. In mislim, da je ta neka poetičnost teh njenih slikanic tisti odgovor, ki nagovarja neko bolj nežno plat. Nenazadnje se tudi ukvarja s takimi bolj čustvenimi in intimnimi temami ali strahovi ali bojaznimi čustvi med glavnimi junaki. Ja, tema so, kot sem tudi sama opazila, res velikokrat bojazni. Ne samo v slikanici, ki jo predstavljamo, spomnim se tudi prikaznjene potrkana vrata, se mi zdi, gre za nekaj podobnega. In vse to skupaj z ilustracijo deluje tako prepričljivo in daje take lepe iztočnice za pogovor med staršem in otrokom ali pa med vzgojiteljem in skupino. Mogoče čisto zato, da dobijo obiskovalci občutek, zakaj gre v tej slikanici, bi nam na kratko predstavili vsebinsko, pa mogoče prebrali kak odlomek. Zdaj, odlomek, kateri bi radi? Slikanica je Kaj pa, če me pogoltne kit, in govori o fantku Martinu, ki se v bistvu vsega boji in ima za vsako stvar, za vsako novost, vprašanje, kaj pa če, in vedno za tem, če sledi nekaj slabega, nek strah, nekaj, kar bi se mu lahko zgodilo in česar se boji. In njegova mama, Marina,
mu pa vedno v odgovoru ponudi neko drugo rešitev, nekaj, ki ni strašljiva, ampak je presenetljiva, je osupljiva, nekaj, kar se mu lahko zgodi fantastičnega, izmišljenega, neko zgodbico, ki premaga v bistvu tisti strah, ampak ne samo, da premaga strah, ampak mu vzbudi tudi pričakovanje nečesa lepega in presenetljivega, nekega doživetja, ki si ga v bistvu kljub strahovom in bojazni vsak želi, da bi doživel pač nekaj, kar je čudovito ali pa malo drugačno. In potem se kaj pa če iz strahu spremeni v pričakovanje? Kateri odlomek, ne vem. Po želji, mogoče meni zelo ljub je tisti o živalih na začetku, o cirkuških živalih. Da se mi zdi tak... Kaj pa če ti na glavo pade storž? Mislim, da se tako začne. Sem že na slepa, tako da moram dati očala gor. Kaj pa če mi na glavo pade storž? Vpraša Martin in na široko odpre oči. Če bi bilo tako, to nima kaj skrbeti. Veveričke so odlične medicinske sestre. Spustile se bodo z dreves in ti buško pozdravile z želodovim mazilom. Da boš čim hitreje pozabil na udarec, pa ti bodo pokazale svojo akrobatsko točko. Pridružile se jim bodo še druge živali in te zabavale s svojimi cirkuškimi spretnostmi. Medved je vrvohodec, želva akrobatka, jež pa odličen klovn. Tako, to so take kratke epizodice in luštkano. In dajo ideje tudi staršem, kako odgovoriti na kakšne strahove bojazni. Tako, še staršem pomagajo, da se ni treba njim izmišljati zgodbic, ko so utrujeni zvečer, ampak imajo že vse na planu. Najdejo tu notri celo vrsto odgovorov. Hvala lepa. Danes je pa v primerjavi s časi našega otroštva na trgu veliko več slikanic. Govorimo lahko celo o poplavi slikanic. Zdi se mi, da se v tej poplavi kot starši, vzgojitelji včasih lahko kar malo izgubimo, da moramo pač res paziti oziroma slediti temu, kaj je kvalitetna literatura za otroke. Zdaj pa me zanima, najbrž precej poznate to produkcijo in me zanima, kako same gledate na današnji trg oziroma na ponudbo slikanic, kaj je dobro, kaj je slabo, skratka, kaj opažate vsaka svojega področja. Gospa Majda, mogoče vsebinsko. Danes nas res slikanice pozdravljajo z vsakega vogala. Bom rekla, od trgovin živili, do trafik, do, lahko celo na poštah, celo na bencinskih črpalkah. In pogosto nas res kličejo s svojimi, bleščečimi barvami, z bleščicami, tako kot ste že vi omenila. In starši se res težko znajdejo v tej poplavi slikanic. Mislim pa, da nekateri v tem tempu, ki ga sedaj živimo, tudi zelo radi zberejo prav tiste slikanice, ki so cenovno dostopne, ki so najcenejše. In to ponavadi niso najboljše slikanice. Lahko tudi, ampak ponavadi ne. Tako da je zelo pomembno, da se otroku bere dobre in kakovostne knjige. Kajti te knjige so potem neka popotnica otroku za celo življenje. Hvala lepa. Mogoče še kakšna vaša opažanja na področju ilustracije? Ja, jaz tudi opažam, da, kot sem že prej rekla, da stvari znajo biti zelo kičaste. Pa recimo vedno, ko gremo v kakšno knjigarno ali pa knjižnico, potem
malo prebrskam otroške knjige, sicer jaz bolj gledam ilustracije, mogoče tukaj težko povem, kaj je v vsebini, a ne, ker jaz gledam, to pa mi je všeč, pa grem pogledati potem ilustracije, zato ker jaz nimam svojega otroka, ne, si pa predstavljam, če bi pričakovala, da po vsej verjetnosti bi si najprej naredila eno skladovnico knjig in od prijateljic in od sosedov. Recimo, sem pa zelo navdušena nad svojimi sosedi, ki imajo punčko, ki bo zdaj stara 3 leta, in pa ogromno berejo, tudi zbirane pri njih vidim na knjižnih policah, tudi take kvalitetne ilustracije. Ponovadi jaz potem predvidevam tudi, da je besedilo kvalitetno, ampak moram pa reči, da to ne morem soditi, ker se nisem toliko še poglobila, ampak upam, da v prihodnosti se bom tudi kaj bolj v otroške zgodbice poglobila. No, tako. Ja, meni se tudi zdi, seveda, da je poplava nekih otroških slikanic, med katerimi pa ni rečeno, da je tako veliko tudi resnično kvalitetnih. In moje vodilo je, da knjige kupujem v knjigarnah in ne po drugih trgovinah, ki so namenjene drugačnim produktom, in da se o knjigah posvetujem tudi strokovnjaki, ali v knjižnici vprašam, ali pa tudi preberem kakšno literaturo o tem, ker priporočajo kakovostne knjige. In to bi priporočila naprimer tudi staršem ali starim staršem, ko knjige kupujejo. Zelo pomembno se mi zdi, da se knjigo tudi kupi, da ima otrok knjigo na razpolago doma, da jo lahko tudi samostojno vzame, da prelista in pač nekako, da živi s knjigami okoli sebe. Mislim pa, da je ponavadi gre z roko v roko kvalitetna ilustracija s kvalitetno zgodbo, zaradi tega, ker je z obema zelo veliko dela, in če se nekdo loti izdajanja kvalitetne slikanice, potem hoče, da je oboje v ravnovesju, pač primerljivo. Je pa s kvalitetno slikanico zelo veliko dela in timskega dela, mislim, da tudi usklajevanja tako med ilustratorjem in piscem besedila, kot tudi pozneje z urednikom in s tiskarno. Če pa se naprimer še naslonim na katalonsko oziroma špansko književnost, predvsem Katalonci imajo zelo bogato to produkcijo teh otroških in mladinskih del. Mislim pa, da zelo veliko delajo tudi na kvaliteti in tudi na spodbujanju, ali z nagradami, ali z natečaji, ali s subvencijami tudi samih umetnikov, pisateljev ali ilustratorjev na tem področju. Da je tega tam pravzaprav več kot pri nas? Po moje, ja, mislim, da tudi iz tega zavedanja, da je vzgoja v nekem kvalitetnem jeziku ali pa tem zelo pomembna. Mislim, da je tudi iz tega stališča dajejo zelo velik poudarek otroški literaturi. No, vmes, ko ste omenili nekako to pomembnost, če rečem tako, temu, da so knjige tudi na policah, da jih starši otrokom berejo, ste me napeljali na zadnje vprašanje. Namreč, kot vemo, imajo starši v teh časih precej manj časa ali pa tudi nimajo niti želje, da bi brali otrokom, pa vendar se tako zelo poudarja, kako je to pomembno, kako tudi krepi vez med otrokom in staršem.
Zato bi vas sedaj vse tri vprašala še, kaj bi rekli oziroma zakaj po vašem mnenju pravzaprav brati otroku. Mogoče eno, dve stvari, ki bi jih izpostavile. Veliko smo že slišali danes o tem, zakaj brati otroku. Mislim, da gre tukaj za celosten razvoj otroka. Jaz bi mogoče pa šla v majhen drugo smer. Meni se zdi, da ko otroku bereš, se z njim nekako povežeš na nekem čustvenem nivoju. Otroci se skoncentrirajo, otroci se umirijo in mislim, da je to pravzaprav kvalitetno preživljanje prostega časa. Jaz sem vedno imela rada pravljice, kjer je zmagalo dobro, kjer je zmagala dobrota. In zdi se mi, da marsikdaj, ko me recimo v življenju dohitijo razne stiske, nevšečnosti, potegnem nekje iz notranjosti ven tega notranjega otroka, ki mi govori, vse se bo dobro končalo. Vse to nekako črpam iz tega bogatega sveta teh pravljic. Tako da jaz mislim, da to otroku ostane zavedno. In je pomembno tudi v času odraščanja in odraslosti. Tako nekako se preko zgodb tudi oblikuje lestvica vrednot. Čisto drugače otrok prevprašuje probleme, s katerimi se sreča. Ja, tako. Hvala. Pa še vas vprašala. Jaz se v bistvu strinjam, bi povedala zelo podobne stvari. Mogoče tudi, da z izbiro neke slikanice se potem tudi otroku poda bolj usmerjene stvari, tudi z izbiro neke slikanice se potem poda določeno vrednoto, ali pa recimo, da otrok že pride z nekim problemom, se tako tudi izbere potem eno tako slikanico, ki potem lažje recimo se premačajo strahovi, ali pa kakšen drug problem, ki ga ima otrok. Pa tako kot je rekla že mami, kakovostno preživljanje časa, jaz imam veliko takih spominov, tudi moj, me je to precej oblikovalo, recimo, ena taka stvar, ki sem jo počela, sem mislila, kako me doma krigo, jaz sem ogromno brala in nisem recimo šla spat do zgodaj zvečer, sem skrivala tiste knjige pod polštrije, pa da me ne boja mami najdla, da jaz bejem, recimo, to se sliši smešno, ampak to je bil, mislim, zelo tak poreden otrok, sem brala skozi. Take stvari, lahko otrok sporedane. Ja, tako da mislim, da so bili starši kar zadovoljni, da sem take limparije počela. In posebno. Ja, tako, to sem jaz, pa mislim, ta Agica Bagica, ki se skrivam pod kovtrom s knjigo. Kaj vidimo to porednost, Ja. Ja, jaz pa mislim, da ni koristno samo za otroka, ampak tudi za starše, zaradi tega, ker je zabavno. In zaradi tega, ker je sproščujoče tudi za starše, ko ima polno glavo raznih težav in službe in ne vem, družbe in vsega, da se lahko sprosti kot otrok in se zabava in smeje iskreno in se prepusti določenemu trenutku in je skupaj in z otrokom in s sabo kot z otrokom. Mislim, da je za starša še bolj fajn kot za otroka. Tudi vam dam prav. Mogoče bi k temu dodala za konec samo še dejstvo, da so slikanice zares pomemben element v procesu človekovega formiranja, kar je nekoč zelo lepo obesedil italijanski pesnik Pinin Carpi. Takole gre njegova misel. Freudova trditev, da se oseba oblikuje v prvih letih življenja, je danes vse splošno sprejeta. Iz tega izhaja, da otroške knjige človeka oblikujejo v bistveno večji meri kot katerokoli delo za odrasle. Na nas je imel vsekakor večji vpliv Ostržek kot Božanska komedija. To je napisal seveda v italijanskem okolju. Če bi pa to preslikali na naše, pa če se malo preigramo z analogijo, bi tudi lahko rekli,
da je na nas imela večji vpliv Mojca Pokareculja kot denimo sonetni venec. A če pustimo na strani to primerjavo, bistveno v tej izjavi je seveda to, da so nam slikanice zapustile enormno dediščino, ki se velikokrat niti ne zavedamo. Tako, cenjeni gostje, iz srca hvala za današnji obisk. Vam, drage gostje, pa seveda najlepša hvala za vse, kar delate. V tem, kar delate, je ogromno dobrega. Jaz verjamem, da to opazijo tako starši kot predvsem otroci. Vsaki posebej tako želim še naprej veliko uspeha na svojem področju in pa seveda kakšno slikanico in kakšen prevod, če lepo prosim. Hvala tudi vam še enkrat za obisk. Vi pa ste seveda povabljeni k branju ali k nakupu teh iskrivih slikanic. Želim vam prijeten pomladni čas, naj bo to tudi čas za branje in čas za drug za drugega. Hvala lepa. Hvala.